Misliš, da je Ozempic trenutno najbolj vroče zdravilo? Pomisli še enkrat. Obstaja skrivni trend, o katerem nihče ne govori. Najstniški fantje in tehnološki tipi iz Silicijeve doline preskakujejo zdravnike in si ubrizgavajo skrivnostno tekočino naravnost v trebušno maščobo. Zakaj? Za brezhibno kožo, močnejše kosti, izklesane čeljusti poskušajo pretentati samo evolucijo. Nekateri temu pravijo čarobni napoj, drugi pa peptid rosomaha. Ne glede na ime, poganja senčno gospodarstvo, za katerega večina sploh ne ve, da obstaja. Je ogromno, je podzemno in šele začenja se. Jaz sem Josh in v današnji epizodi oddaje The Infographic Show razkrivamo, zakaj si vsi ubrizgavajo čarobni napoj. Prvo poglavje – načrti iz hladne vojne. Vse to sega nazaj v leto 1973, ko se je Sovjetska zveza soočila z resno težavo. Njihovi vojaki so prehitro starali. Težava je bila še posebej izrazita na ključnih položajih. Podmorničarji, operaterji raket, lovski piloti, stres, izolacija in tudi precejšnja količina sevanja so vsi igrali svojo vlogo. Moški so razpadali na vrhuncu hladne vojne, izčrpani vojaki pa so predstavljali strateško tveganje. Ministrstvo za obrambo ZSSR je storilo to, kar je vedno storilo. Pripeljali so vojaškega zdravnika Vladimirja Kavinsona, ki je leta kasneje postal Putinov osebni zdravnik za pomlajevanje. Dali so mu dostop do skrivnega laboratorija v Leningradu in mu rekli, naj to popravi. Kavinson ni našel tistega, kar so iskali. Našel je nekaj bolj nenavadnega. Vaše telo je v bistvu ogromno gradbišče, ki deluje v popolni temi. Nihče ne vidi načrtov, nihče ne ve, kaj zgraditi ali kdaj prenehati. Zato vaše celice namesto tega pošiljajo drobna molekularna sporočila. Povežite aminokisline in dobite peptid, sporočilo, ki je dostavljeno neposredno celičnim delavcem in jim natančno pove, kaj naj gradijo, kdaj naj gradijo in kdaj naj prenehajo. Nekatere od teh sporočil lahko celo starajoči se celici naročijo, naj se obnaša kot mlada. To je odkril Kavinson in naslednja 40 letja je posvetil ugotavljanju, kaj naj s tem naredi. Objavil je 775 znanstvenih člankov, vložil 196 patentov, zdravil kozmonavte, preživele iz Černobila in podmorničarje. Umrl je leta 2024 pri 77 letih, večinoma neznan na Zahodu. Hladna vojna je postavila železno zaveso med njegovimi raziskavami in znanstveniki, ki bi jih lahko ponovili. Hkrati je Zahod razvijal svoj odnos s peptidi, le da je bil precej bolj prepoten. V 90-ih letih prejšnjega stoletja je skupnost bodybuilderjev ugotovila, da lahko manipulirajo z rastnim hormonom tako, da s peptidi spodbudijo hipofizo. Ogromni športniki v telovadnicah od Venice Beacha do vzhodne Evrope so ugotovili, da lahko s tem sporočijo svojemu lastnemu endokrinemu sistemu, naj proizvaja več vsega. Mi temu pravimo biohacking, oni so temu rekli nabildanost. Postopek strokovnega pregleda je bil tak, da je en tip v telovadnici drugemu rekel, da deluje. In iskreno, za njihove namene je bilo to dovolj. Potem pa je v zgodnjih 90-ih letih hrvaški raziskovalec na Univerzi v Zagrebu, Predrag Sikirić, naredil nekaj, kar je pretreslo svet biohackinga. Izoliral je verigo 15 aminokislin iz proteina v človeškem želodčnem soku in odkril, da počne nekaj, česar nihče ni pričakoval. Poimenoval jo je Body Protection Compound 157 oziroma BPC 157. In ko jo je preizkusil na podganah, je zacelila kite, vezi, črevesno tkivo in mišična vlakna. Ne počasi, ne delno, ampak popolnoma. Zdi se, da BPC 157 deluje tako, da pospeši nekaj, kar imenujemo angiogeneza oziroma rast novih krvnih žil. To je v bistvu ponovno zgradilo celotno oskrbo poškodovanega tkiva s krvjo, s hitrostjo, ki ni imela klinične primerjave ali razlage. Svet biohackerjev ga je poimenoval po edini kulturni referenci, ki je bila vsaj približno podobna – Wolverine, Marvelov superjunak, ki v realnem času obnavlja tkiva, organe in okončine. In to ime je sprožilo milijardno podzemno industrijo. Poglavje 2. Biljonska demografija. Na spletnem forumu looksmaxing.com je tema z naslovom: Bi priporočili peptide nekomu, ki je star 17 let? Eden prvih odgovorov je od uporabnika z več kot 2000 objavami in 4000 točkami ugleda. Njegov odgovor je poveden: Star sem 16 let, uporabljam peptide in ja, bi jih priporočil. Tu je le vrh ledene gore Looksmaxinga. To je kotiček interneta, kjer so večinoma najstniški fantje, ki so obsedeni z optimizacijo svojega videza na vse mogoče načine. Vaje za čeljust, popravljanje drže, nega kože in vse pogosteje injekcije peptidov. In preden pomislite, da gre le za obrobno dejavnost v nekaj spalnicah, sta New York in New Jersey sprejela zakone, ki prepovedujejo prodajo peptidov in spojin za izboljšanje zmogljivosti mladoletnikom.
To so storili, ker so najstniki te izdelke že množično kupovali pri prodajalcih, ki niso postavljali nobenih vprašanj. A niso samo najstniki. Pred kratkim je pacient vstopil v ordinacijo zdravnika v Washingtonu, D.C. s hladilno torbo iz Trader Joe's. Ko je vzela ven peščico brisk, je njen zdravnik domneval, da gre za zdravila GLP-1, kot sta Ozempic in Zempbound. Niso bile. Njena torba je bila polna nečesa, kar je imenovala Wolverine Stack, kombinacija peptidov, naročenih prek spleta. Obljubljali so, da bodo pozdravili njeno natrgano rotatorno manšeto hitreje, kot bi to lahko storila fizioterapija. Po besedah njenega zdravnika je zapravila ogromno denarja za 3-mesečno zalogo in si vsak dan ubrizgavala. Moj trener prisega na to, je rekla. Vsi jih uporabljajo. Mimogrede, Stack je točno to, kar se sliši. Plastenje več peptidov enega na drugega, pri čemer naj bi vsak teoretično ciljal na drug biološki sistem hkrati. Predstavljajte si to kot prilagojen medicinski seznam predvajanja, le da je vsaka pesem neregulirana injekcija in če pritisnete na ključno predvajanje, lahko dobite sepso. Pacientka z vrečko Trader Joe's ni izjema. Ona je demografska slika tega, kam je ta trg prišel. 4. julija 2025 je bil voditelj podcasta Jaden Clark na zabavi na dvorišču viktorijanske hiše v San Franciscu. Kmalu je ustanovitelj podjetja za umetno inteligenco mimogrede omenil svojega kitajskega dobavitelja peptidov. Takoj se je zbrala množica. Izkazalo se je, da ima vsak svoj vir. Clark je o tem objavil na X. Nekaj, kar sem se naučil, je, da imajo vsi eliti svojega kitajskega dobavitelja peptidov. Objava je postala viralna in izraz je postal mem, in ta mem je bil točen. Peptidi sivega trga je od takrat preplavil hiše hekerjev, pisarne zagonskih podjetij in to je res peptidne rejve, ki jih sponzorirajo dobavitelji. Na nedavnem dogodku v Frontier Townu v San Franciscu je bila delavnica za mešanje lastnih peptidov. DJ je vrtel techno, medtem ko so se v ozadju projicirale kemijske strukture. Kodeks oblačenja je zahteval noro futuristična kiberpunk oblačila. Udeležencem so pokazali, kako si lahko odvzamejo lastno kri. FDA ni bila na seznamu gostov. Na srečanju biohackerjev na Manhattanu je en tehnološki investitor opisal tedensko dogajanje s tisto vrsto ležerne groze, ki jo lahko zbere le nekdo, ki to počne že 7 let. Vsak teden nekdo prinese nekaj novega in vsi si to ubrizgajo. Videti je kot skupina heroinskih odvisnikov. To je rekel v šali. Od leta 2018 mikrodozira peptide. Snovi, ki jih ubrizgavajo na teh srečanjih, zvenijo kot učni načrt iz spekulativne biologije. Med njimi je peptid na osnovi bakra za regeneracijo kože, o katerem je pred kratkim pisal Vogue. BPC 157 za celjenje poškodb. Ipamorelin in CGC 1295 za sproščanje rastnega hormona, ki uporabljajo najstniki, katerih možgani še niso povsem razviti. Epitalin za spanje. Retatrutide, ki je še vedno v 3. fazi kliničnih preizkušenj za uravnavanje apetita in očitno še za marsikaj drugega. In oksitocin, ki ga je raziskovalec OpenAI javno poimenoval Ozempic za avtizem, se mikrodozira za socialno optimizacijo. Inženirji iz Silicijeve doline si ubrizgavajo spojino samo zato, da bi imeli več očesnega stika. Nobeno od tega se ne dogaja pod zdravniškim nadzorom. Dogaja se na Redditovih nitih in Discord strežnikih. YouTube vplivneži držijo stekleničke s prozorno tekočino in pravijo: imel sem tendinitis v komolcu. Začel sem uporabljati BPC 157 in v 2 tednih je izginil. Mimogrede, ta zadnji citat je dobesedno od Joea Rogana. En dobavitelj peptidov iz San Francisca je razložil vzorec širjenja na skoraj nenamerno poetičen način. Vedno se začne pri generalnih direktorjih, nato tehničnih direktorjih, potem operativnih direktorjih. Ljudje iz biofarmacije so presenetljivo najbolj zadržani. So nekoliko preveč spoštljivi do FDA. Njegova povprečna stranka, je poudaril, je bolj podobna baristi v Starbucksu. Ampak tehnološki strokovnjaki so bili prvi, je dejal, zaradi pripravljenosti sprejemati nore rizike. Industrija klinik proti staranju je gospodarstvo samo zase. Podjetja zaračunavajo od $350 do $600 za posamezno sejo peptidnega protokola. Gary Brecka, ki se imenuje ultimativni človek, prodaja injekcije peptidov preko svoje spletne strani in se je pojavil v podcastu, kjer je to kategorijo predstavil milijonom poslušalcev. Breckovo trženje je mojstrski primer, kako zveneti znanstveno, ne da bi povedal karkoli. Prebrskajte po njegovi spletni strani odobreno in priporočeno kombinacijo CJC 1295 in Ipamorelina za $350 ter kliknite za vihek, za koga je to. Videli boste opis posameznikov, ki vključujejo peptidno podporo v strukturirane protokole okrevanja, treninga ali dobrega počutja in želijo sinergijsko možnost 2 peptidov za podporo hormonskim signalnim potem ter vzdrževanju tkiv. To je jasno kot megla in drago kot kristal.
Če želite gledati ljudi, ki na najbolj ustvarjalne načine ignorirajo zdravo pamet, ne pozabite všečkati, deliti in se naročiti. Imamo še veliko več videoposnetkov, kjer razlagamo stvari, ki jih ljudje verjetno ne bi smeli početi. Po podatkih ZDA so se uvozi hormonskih in peptidnih spojin iz Kitajske v prvih 3 četrtletjih leta 2025 približno podvojili na $328 milijonov. To je več kot 164 milijonov leto prej, ampak verjetno je številka še višja. Nihče nima natančne ocene, koliko več gre skozi napačno deklarirane pakete in domače prepošiljanje. Zakoniti svetovni trg peptidnih terapevtikov naj bi do leta 2033 dosegal $294,6 milijarde. Sivi trg ni zanemarljiv, je samostojna industrija in vse poteka skozi eno državo. Poglavje 3. Zvezni paradoks. Celotna situacija se zdi skorajda zasnovana tako, da je povzročila prav to katastrofo, ki jo je ustvarila. FDA ni prepovedala peptidov, ker bi ljudje umirali. Konec leta 2023 so tiho premaknili 19 priljubljenih peptidov na tako imenovani seznam zdravilnih učinkovin v razsutem stanju kategorije 2. To je dejansko prepovedalo pripravo teh snovi v magistralnih lekarnah. Naveden razlog je bil, da ni dovolj podatkov o varnosti, da obstajajo pomisleki glede imunogenosti in težave s kakovostjo proizvodnje. Vse to drži. In nič od tega ne pojasnjuje, zakaj so bile prav te specifične peptide izpostavljene, še posebej, ker ima na tisoče drugih spojin enako ali še manj dokazov. Za to razlago boste morda morali slediti denarju. Pridobitev odobritve za zdravilo lahko stane od več 10 milijonov do več milijard dolarjev v kliničnih preskušanjih. Edini način, da to povrnete, je patent. Dobite 20 let ekskluzivne prodaje, medtem ko vsi konkurenti opazujejo strani. To je dogovor, to je vedno bil dogovor, vendar pa je tukaj težava. Ti peptidi niso bili izumljeni v laboratoriju, že obstajajo v vas. BPC-157 je neposreden fragment zdravilnega proteina, ki se trenutno nahaja v vašem želodcu. TB500 posnema nekaj, kar vaš imunski sistem proizvede vsakič, ko se poškodujete. Ne morete patentirati nečesa, kar vaše telo samo proizvaja, zato nihče ne financira raziskav. FDA nikoli ne dobi dokazov, ki jih potrebuje za odobritev, in te spojine obstanejo v nekakšnem trajnem pravnem limbu. Na voljo so vsakomur s kreditno kartico in brskalnikom, vendar jih noben licenciran zdravnik ne more predpisati in nobena licencirana lekarna ne more izdati. Državljan, ki spoštuje zakon, ima tukaj dejansko manj legitimnih možnosti kot nekdo, ki je pripravljen kupovati od neznanca prek spleta. Leta 2023 je FDA to že pokvarjeno situacijo še poslabšala. Prepovedali so magistralne lekarne, edino legitimno vmesno možnost, ki je dejansko delovala. To so bile licencirane ustanove, kjer so zdravniki lahko naročali peptide za določene paciente z nadzorom kakovosti, testiranjem sterilnosti in resničnim medicinskim nadzorom. Takšna infrastruktura, kot bi si jo želeli med pacientom in eksperimentalno injekcijsko spojino. Nič več. Prepovedano čez noč. So ljudje prenehali uporabljati peptide? Ne. Povpraševanje se je samo povečalo in preselilo neposredno na WhatsApp, v tovarne v provinciji Guangdong in v žile ljudi, ki zdaj niso imeli druge možnosti. Poglavje 4. Kitajski senčni trg. Dr. Paul Abramson, osebni zdravnik v San Franciscu, je opazoval, kako se je uporaba peptidov razširila med njegovimi mladimi pacienti iz tehnološkega sektorja. Postopek pridobivanja je opisal takole. Ni tako, kot bi financiral zagnano zagonsko podjetje. Gre za nakazovanje denarja neregistrirani offshore družbi na podlagi predstavitvene dokumentacije. Tukaj je ta predstavitev. Viala BPC-157 začne svojo pot na kitajski platformi družbenih medijev, znani kot Rednote. Prodajalci delujejo s takšnim samozaupanjem, da se zdi, kot da jih posledice nikoli niso skrbele. Eden od novinarjev pod krinko je našel prodajalca, katerega račun je prikazoval hladilnike, polne barvno označenih vial s peptidi. Takoj, ko je bil vzpostavljen stik, se je pogovor preselil na WhatsApp. 10 vial, minimalno naročilo, $60 za poštnino. Približno $48 skupaj za 10 vial terzapatida aktivne sestavine v zdravilu Zbound, ki ga Eli Lilly prodaja ameriškim pacientom za $399 na mesec. Razlika v ceni med kitajskimi tovarnami in ameriškimi lekarnami je približno 800%. Nekdo na tem razkoraku izjemno veliko zasluži in to ni oseba, ki si daje injekcije. Pravna fikcija, ki drži celotno operacijo skupaj, so 3 besede, samo za raziskovalno uporabo. Po ameriški zvezni zakonodaji je prodaja BPC-157 tehnično zakonita, dokler se trži kot laboratorijsko raziskovalno sredstvo. Zato so vse prodajne spletne strani polne izjav o omejitvi odgovornosti. Ni za uporabo pri ljudeh, samo za raziskovalne namene.
Ni namenjeno diagnosticiranju, zdravljenju, ozdravitvi ali preprečevanju katerekoli bolezni. To je pravna obljuba na mezinec, ščit pred odgovornostjo, ki vso tveganje prenese na kupca. Obe strani točno vesta, kaj se dogaja. Ko je novinar neposredno vprašal kitajskega upravljavca tovarne, ali vedo, da si njihovi zahodni kupci ubrizgavajo te izdelke, ni okleval. Da, to je bilo to. To je bil celoten odgovor. Na carini pa postanejo stvari bolj iznajdljive. Pošiljke prispejo skrite v embalaži kozmetike, označene dovolj nejasno, da prestanejo pregled, ali pa jih v razsutem stanju pošljejo na naslove v ZDA, kjer pred dostavo dodajo posamezne nalepke USPS. To je domače prepošiljanje, ki mednarodni del poti skrije pred inšpektorji. Carinska in mejna zaščita ZDA so za ta sistem vedeli že leta. Njihova evidenca o izvajanju nadzora nad uvozom peptidov za osebno uporabo je praktično neobstoječa. Torej ne, tveganje tukaj ni aretacija. Tveganje je precej bolj osebno od tega. Tveganje je, da odprete paket iz Guangdong in na lastni koži ugotovite, da to, kar je notri, ni tisto, kar ste naročili. Poglavje 5. Samooklicani preizkuševalci. Problem kakovosti na sivem trgu je veliko hujši, kot se večina uporabnikov zaveda, čeprav večina že ve, da je slab. Več študij je pokazalo, da je med 20 in 60% peptidov sivega trga vsebovalo napačne aminokislinske zaporedja. To pomeni, da skoraj polovica tega, kar ljudje ubrizgavajo, sploh ni predvidena spojina. Je le nekaj drugega uvjali s prepričljivo etiketo. Poleg tega je pomemben delež testiranih vzorcev presegal varnostne meje za kontaminacijo z endotoksini, kar pomeni, da so vsebovali bakterijske stranske produkte, ki ob ubrizganju povzročijo sistemsko vnetje ali v hujših primerih septični šok. Sledi težkih kovin, svinca, arzena in živega srebra se pojavljajo kot ostanki stranskih produktov v teh spojinah, ki jih ljudje ubrizgavajo neposredno v svoj krvni obtok. Tehnično lahko velja oboje. Vaša viala je lahko kemično 99% čista s pravilno molekulo in koncentracijo. Ampak še vedno je lahko pravo malo biološko gojišče za stvari, ki vas hočejo ubiti. Tako je biohekerska skupnost naredila to, kar bi naredila vsaka razumna skupina, ko se sooči s popolnoma nereguliranim trgom pripravkov za iniciranje. Ustanovili so odbor. Zbrali so denar s pomočjo množičnega financiranja, da so pošiljali serije v neodvisne laboratorije. Genošik na Češkem in Finrik v Teksasu, ki sta specializirana za testiranje spojin sivega trga. Rezultati so javno objavljeni na forumih in strežnikih na Discordu. Prodajalci, ki opravijo test, so priporočeni. Tisti, ki ne opravijo, so javno raztrgani. To je popolnoma delujoč sistem varstva potrošnikov za popolnoma nezakonit trg, ki so ga v prostem času zgradili amaterji na internetu. Težava je v tem, da je potrdila o analizi zelo enostavno ponarediti s Photoshopom. Prodajalci lahko opravijo legitimne teste na eni seriji, nato pa tiho pošljejo povsem drugo. Tudi pristno, na novo izdano potrdilo vam ne pove ničesar o sterilnosti, ničesar o ravni endotoksinov in ničesar o tem, ali je bila spojina pravilno shranjena. To je ključno za peptide, ki se hitro razgradijo, če so izpostavljeni vročini ali svetlobi, še posebej med dvotedenskim potovanjem iz Kitajske v zadnjem delu tovornega kontejnerja. Kar nas pripelje do Brooke Bowman. Brooke je star 38 let. Ona je direktorica Vibe Campa, letnega srečanja racionalistične skupnosti, in naredila je vse prav. Vse, kar skupnost sicer šteje za odgovorno. Vsako injekcijo je zabeležila v aplikaciji za sledenje peptidom. Obsesivno je spremljala svoj spanec in srčni utrip. Redno je opravljala krvne preiskave. Za kronično utrujenost je začela jemati VPC 157 in TB 500, nato pa je dodala ritatritide zaradi teoretičnih kognitivnih koristi in da bi ji pomagal prenehati z vejpanjem. Po merilih te posebne subkulture je bila vzorna državljanka. Nekega dne je po nesreči podvojila odmerek. V enem mesecu so ji začeli izpadati lasje. Njen srčni utrip v mirovanju se je povečal za 10 utripov na minuto. Pravi, da namerava nadaljevati. Omenila je tudi, da se je leta 2020 očistila heroina. Peptidi ji tešijo podobno potrebo. Tega občutka ne dobim več od heroina, je rekla. Zato je zabavno imeti nekaj novega, s čimer eksperimentiram, pa ni grozno. Nova pošiljka iz Kitajske je bila že na poti. Poglavje 6. Paradoks raka. Obstaja še nekaj, o čemer forumi ne govorijo veliko. Razlog, zakaj ljudje uporabljajo BPC 157 in TB 500, je popolnoma enak razlogu, zaradi katerega zdravniki zaradi njiju ne morejo spati. Obe spojini delujeta, če sploh delujeta pri ljudeh, tako da spodbujata nekaj, kar imenujemo angiogeneza, torej rast novih krvnih žil. To je mehanizem v ozadju vsake odmevne trditve, ki ste jo videli. Pozdravil sem si tetivo v 2 tednih, uredil sem si prebavo, poškodba rame izginila. Angiogeneza deluje tako, da obnavlja poškodovana tkiva.
Obnovi dotok krvi na določenem območju, v bistvu ponovno zgradi infrastrukturo, ki jo telo potrebuje za samopopravljanje. To se sliši odlično. Ampak angiogeneza je tudi način, kako rastejo tumori. Rakave celice niso čarobne, potrebujejo kisik, potrebujejo hranila. Oboje dobijo preko krvnih žil, tako kot vse ostalo v vašem telesu. In ena prvih stvari, ki jih tumor naredi, ko začne rasti, je, da pošlje kemične signale za pomoč, da privabi nove krvne žile. Ta proces imenujemo tumorska angiogeneza. Tako temeljno je za širjenje raka, da je bila cela generacija onkoloških zdravil razvita izključno z namenom, da to blokira. Ljudje si vbrizgavajo spojino, ki je posebej zasnovana za pospeševanje rasti novih krvnih žil po celem telesu. Če te krvne žile oskrbujejo kito, ki se celi, odlično. Če te spojine dosežejo skupino predrakavih celic, so morda močno pospešili nekaj, kar je prej tiho stagniralo. To ni potrjena ugotovitev. Nihče ni opravil raziskave. In to zato, ker spojine niso odobrene in takšnih preizkusov preprosto ni. Vendar je to znanstveno utemeljena skrb, ki jo raziskovalci brez lastnih interesov večkrat izpostavljajo. Prav takšno opozorilo se izgubi v hrupu foruma, polnega ljudi, ki se počutijo naravnost fantastično. Dr. Erik Topol, direktor Inštituta za translacijske raziskave Scripps, je javno izjavil, da je celotna norija s peptidi neutemeljena. Od 36 objavljenih študij o BPC 157 do leta 2024 jih je bilo 35 izvedenih na živalih. Velika večina vseh svetovnih raziskav o BPC 157 prihaja iz enega samega laboratorija, istega laboratorija na Hrvaškem, kjer so ga tudi odkrili. Klinična študija na ljudeh se je začela leta 2015. Leta 2016 je bila tiho preklicana. Rezultati niso bili nikoli objavljeni, razlage ni bilo, nihče zadeve ni raziskal naprej. To je celotna baza dokazov za nekaj, kar si milijoni ljudi vbrizgavajo vase še pred zajtrkom. Torej, uporabniki čarobnega napitka v bistvu stavijo vse na eksperiment, kjer so hkrati preiskovanci in kontrolna skupina, nihče pa si ne zapisuje ničesar. Poglavje 7. Preobrat z RFK juniorjem in farmacevtska past. 27. februarja 2026 se je Robert F. Kennedy mlajši pojavil v oddaji Joe Rogan Experience in napovedal, da bo 14 od 19 peptidov, ki jih je FDA prepovedala leta 2023, kmalu ponovno dovoljenih, saj jih bodo premaknili iz kategorije 2 nazaj v kategorijo 1. Lekarne z magistralno pripravo zdravil bi jih lahko ponovno izdelovale na podlagi zdravniškega recepta v nekaj tednih. Biohekerska skupnost je ponorela. Vsak forum, vsak strežnik, ki je leta zbiral sredstva za laboratorijske teste in izmenjeval nasvete o kitajskih dobaviteljih, je digitalno proslavljal zmago. Sam RFK je prvotno prepoved označil za nezakonito in dejal, da je ustvarila sivi trg, ki naj bi ga pravzaprav preprečila. Glede tega se ne moti. Po letu 2023 se je sivi trg razširil. Število ljudi, ki so si vbrizgavali neregulirane, nesterilne spojine iz tujine, se je močno povečalo. Namesto da bi prepoved ustavila uporabo peptidov, jo je le potisnila v podzemlje. FDA je v bistvu opravil operacijo, da bi odstranil trn in po nesreči zadel arterijo. Torej da, razveljavitev je zmaga. V enem specifičnem ozkem smislu to resnično je. Ampak še vedno ni kliničnih preizkušanj, še vedno ni podatkov o varnosti po desetletju uporabe, še vedno ni odgovora na vprašanje o raku. In medtem ko biohekerska skupnost slavi, da so se vrata odprla, farmacevtska industrija tiho vse odkupuje. Zakoniti trg terapevtskih peptidov naj bi se v 10 letih podvojil. Farmacevtska podjetja so zaprta. Posli v vrednosti več 100 milijonov dolarjev. To so številke, v katere se podjetja spuščajo, ko so prepričana, da nekaj deluje in tekmujejo, da bi to imela v lasti, preden to uspe komu drugemu. Naravne molekule ni mogoče patentirati, to smo že ugotovili. Če pa spremeniš nekaj aminokislin, vložiš zahtevek za novo formulacijo in nenadoma stane $400 na mesec za 20 let s receptom, ki ga tvoje zavarovanje morda sploh ne krije. Nenadoma se sivotržna pravna luknja zapre v trenutku, ko tvoja odobrena različica dobi dovoljenje FDA. Zdaj obstaja zakonita alternativa. Izmišljija o uporabi samo za raziskave postane veliko težje vzdrževati. Kdorkoli želi spojno, mora skozi zdravstveni sistem, tisti isti zdravstveni sistem, ki ga ta podjetja že nadzorujejo. To je najstarejša finta farmacevtske industrije. Delovalo je prav vsakič, ko so jo uporabili. Milijoni so te spojine preizkušali na sebi. Ustvarjali so podatke iz resničnega sveta, ki naj bi jih sicer zagotovile klinične študije. Ljudje, ki imajo največ koristi od napovedi RFK-ja, niso najstniki v Ohaju, tipi iz Silicijeve doline ali celo Brooke Bowman, ki čaka na svojo naslednjo pošiljko. To so velike farmacevtske družbe, ki lahko zaslužijo milijone.
Podzemlje je ves čas služilo kot preizkus, farmacevtska industrija pa je rezultate dobila zastonj. Peptidi so del zgodbe, kjer ljudje vsaj poskušajo sami sebe zdraviti. Če želite videti, kako izgleda drugi konec ameriškega nereguliranega pekla z drogami, si oglejte edino drogo, po kateri ne preživite, ali pa kliknite na ta video.